Živijo, živijo, dobrodošli. Dobrodošli na predstavitvi nove knjige From Entropy to Syntropy Andreja Detele, fizika, izumitelja, pisatelja, raziskovalca, zavezanega celostnemu mišljenju in delovanju. To je prva angleška knjiga o sintropiji in tretja knjiga, ki razvija vedo o sintropiji po magnetnih vozlih in sintropiji v polifaznih zibelkah, ki sta išli 2002 pa 2014. Z mano je Andrej Detela, mogoče ga na kratko predstavim. 16 let si bil zaposlen na Inštitutu Jožefa Štefana, od 96 do 2012, med leti 97 do 2004 si na Japonskem razvil nov tip motorja, tako imenovana KDU serija Kobayashi Detela Unit, japonske firme HDS, ki zdaj poganja predvsem robote. To je motor na principih Zena, kot si ga opisal v magnetnih vozlih. Pridobil si vrsto patentov, vključno z inovacijami na področju električne mobilnosti. Leta 2006 sta skupaj z Gorazdom Lampičem ustanovila uspešno visokotehnološko podjetje Elafe Propulsion Technologies z novim tipom elektromotorjev za direktne pogone, ki bodo v nekaj letih v masovni proizvodnji. Leta 2024 si pa tudi ustanovil Inštitut za sintropijo, v katerem skupina raziskovalcev pripravljaš temelje za globalno uveljavitev koncepta sintropije v fizikalnem, biološkem, družboslovnem in etičnem smislu. To je tudi tvoj glavni raziskovalni fokus zadnjih 57 let. Analitično in po strogih metodah eksperimentalne fizike razvijaš ta svoj življenjski transdisciplinarni projekt oziroma znanstveno vedo o sintropiji, kar vključuje tudi tehnološko inovacijo in možnost novega vira energije na teh načelih, ki ga tudi predstaviš v tej knjigi. V knjigi tudi predstaviš prve uspešne eksperimente, dokaza sintropije, ki si ga izvedel že leta 1987 v Ljubljani. Knjiga je šla pri založbi ZRC, zastavljena izrazito transdisciplinarno, probala se bova držati nekako njene strukture. Razdeljena je na 5 delov. V prvem oriše zgodovinsko ozadje zakona entropije, v drugem se posvetiš rojstvu sintropije, tretje in četrto poglavje opisuješ eksperimente oziroma 2 vrsti sintropije, s katerimi si se pač tle ukvarjal, in v 5. poglavju se posvetiš družbenim in filozofskim implikacijam. Zdaj, koncept sintropije oziroma veda o sintropiji, ki jo razvijaš na področju fizike in kvantne termodinamike, ima dolgo zgodovino od biokemije do informacijske teorije, ki jih spajaš zdaj v to novo vedo in si jo pač trdno zasidral tudi na področju fizike. Kaj točno je sintropija in kako dopolnjuje naše razumevanje termodinamike? Tibor, hvala za uvod. Vsem zelo lep pozdrav, lepo, da vas je toliko videti tukaj. Upam, da bomo imeli danes eno tako lepo skupno energijo, ampak moram pa začeti z entropijo, ki je nekaj bolj tako negativnega oziroma tako malo bolj žalostnega. Sintropija je pa vse neka pot k svetlobi, kot bomo videli. Začeti moram z tako imenovanim entropijskim zakonom, ker brez entropijskega zakona tudi ne bilo pojma entropije. Na sredi 19. stoletja, in to celo v istem desetletju, kot je Charles Darwin prišel do svojih, pač objavil tisto svojo slavno knjigo o razvoju vrst za naravno selekcijo, v istem desetletju so nekateri eminentni evropski fiziki razvili zakon entropije, entropijski zakon, ki se imenuje tudi drugi zakon termodinamike ali pa skrajšano drugi zakon, ki vsi so nekako slišali za to, ampak skoraj noben ne ve točno, kaj to pomeni, ker je stvar precej abstraktna. Torej, ta drugi zakon termodinamike pravi, da vse, kar je v naravi urejenega, spontano prehaja k razpadu in edini način, da se izognemo temu propadanju, je, da svoj notranji red, svojo notranjo urejenost vzdržujemo na račun reda okolice. To se pravi, moramo izkoriščati
neke zunanje vire za to, da lahko preživimo. Ampak ne samo izkoriščati, tudi moramo v bistvu, tukaj gre za ali bom jaz preživel, ali boš pa ti preživel. To je tisti trdi boj za obstanek, kot se je uveljavil v tako imenovanem socialnem darvinizmu, ki niti ni bil Darwin, nekako ta prvi idejni oče tega, ampak bolj Herbert Spencer. Ampak v fiziko so prišle iste ideje, da gre za neke vrste boj za obstanek, pa ne zdaj med živimi biti, ampak v boju za energijo. Nekatere vrste energije so bolj urejene, naprimer električna energija, mehanska energija, to sta dve zelo urejene oblike energije, medtem ko naravna toplota okolja je pa tista najbolj neurejena oblika energije. In entropijski zakon pravi, da tiste urejene oblike po zakonu naravnega razpadanja prehajajo v neurejene oblike. Se pravi, recimo, vsa električna energija bo počasi prešla v okolje, v naravno toploto okolja, bomo okolje malo segreli. Ampak, kar je pomembno, tukaj entropijski zakon pravi, da je ta proces izrazito enosmeren, da lahko poteka samo v eni smeri. Se pravi, da v obratni smeri ne more potekati, da naprimer naravne toplote okolja ne moramo pretvarjati nazaj v električno energijo. Čeprav energijski zakon bi to dovoljeval, ker energija ima lahko različne oblike in se lahko med sabo pretvarjajo, ampak entropijski zakon prepoveduje prehod neurejenih oblik energije v urejeno obliko energije. To se pravi, vse gre v nekakšno neurejenost. Če mi svoj lastni red hočemo vzdrževati, moramo pač dobro jesti hrano, ki je naprimer zrasla na poljih, sončni žarki, sončna svetloba, ki ima veliko stopnjo urejenosti, je dala to urejenost v rastline ali pa v živali, potem ki jejo rastline, in mi na račun te zunanje urejenosti svojo lastno urejenost lahko vzdržujemo. Se pravi, gre za neke vrste nasilja ali pa vsaj bi rekel te hierarhične avtoritativne odnose, se pravi za neko neenakovrednost med bitji. Pač eno so višje, druga so nižje. V sodobnem času, o tem bova s Tiborom potem še precej govorila, v sodobnem času je zmerno bolj očitno, da moramo spremeniti način razmišljanja, ker tako ne gre več naprej. Ravno ta naš entropični način razmišljanja je gojil to, kar zdaj imamo. Se pravi, neko vse splošno naraščajoče nasilje, nezaupanje, ker imamo v sebi nekakšen strah, da ne bomo preživeli, če ne bomo sesali krvi drugim, če tako preprosto povem. In zdaj res se to eskalira v zelo čudne miselne vzorce. In tako kot recimo zdaj sem ravno prebral v sobotni prilogi zanje, Irena Štavdohar je zelo lepo napisala, da če kdaj, potem v sodobnem času nujno potrebujemo domišljijo. Se pravi domišljijo, da bomo znali stopiti iz teh utečenih vzorcev, v katerih smo se ujeli, in da bomo našli neko drugo pot, neko drugo možnost, ki je sodobni sistem, prevladujoči sistem razmišljanja ne dovoljuje. Entropijski zakon je v teoretični fiziki izredno trdno zasidran. In če začneš govoriti o nečem, kar ni v okviru entropijskega zakona, te ne bo jemali resno. To pač vem iz svojih izkušenj, ampak kljub temu se v zadnjih letih, že v zadnjih desetletjih stvari počasi spreminjajo, tako da je na svetu zmeraj več dvomov v absolutno veljavnost entropijskega zakona, zmeraj več je tudi poskusov najti neko drugo možnost, in o tem bom pač danes še lahko precej povedal. In kot sem napisal nekje kot moto v tej knjigi, pač izrek Viktorja Hugoja, da nobena stvar ne more preprečiti
rojstvo neke ideje, takrat, ko je čas za njo dozorel. In zdaj je čas dozorel predvsem zaradi situacije, ki jo vsi poznamo in kar se na svetu dogaja. Tako da je zdaj pač ravno pravi čas, lahko bi bil že prej, da govorimo o teh stvareh. Ja, omenil si, da je entropijski zakon zelo močno zasidran pač v fiziki, ampak kolikor sem razumel, absolutno ni bil nikoli dokazan. Oziroma ti se pol ukvarjaš z kvantnim nivojem, entropijski zakon pa začne delovati šele na nivoju termodinamičnih delcev v bistvu. In zdaj način, kako si v bistvu izvedel ta trik oziroma kako si rešil na nek način ta zloglasnega, kako si interpretiral tega zloglasnega Maxwellovega demona, mogoče bi bilo zanimivo, če lahko mogoče povzameš tudi mogoče kako se dojema sintropija na področju biologije pa informacijske teorije, pa kako si pol to združil na fizikalnem nivoju oziroma spojil te ideje. Ja, res entropijski zakon nikoli ni bil niti teoretično, niti eksperimentalno dokazan. Zakaj se pa tako veljavo? Ker tisti čas, druga polovica 19. stoletja je bila naklonjena idejam, da vse razpada. Takrat se je ti stari plemiški feudalni način, ki je prej prevladoval v Evropi, rušil. To je bilo po napoleonskih vojnah, bili so veliki pretresi in je ta entropijski zakon nekako padel na plodna tla. In so potem ekonomisti, filozofi, politiki rekli, da pot k propadu, pot k kaosu, to, da gre vse na svetu narobe in da si zaradi tega lahko vse dovolimo, to ima znanstveno podlago. In kot neka upravičilo za to, da počnemo, kar se nam zdi, da lahko, kot sem prej rekel, se samo kri drugim. Ni bil nikoli dokazan. Ludwig Boltzmann, to je bil glavni učenec našega Jožefa Štefana na Dunajski univerzi. Ludwig Boltzmann je vse svoje življenje posvetil temu, da bi dokazal entropijski zakon, ima pravzaprav mogoče on največje zasluge za sodobno pojmovanje entropijskega zakona. Ker smo Slovenci na nek poseben način z entropijskim zakonom povezani, tudi je Boltzmann hodil na počitnice svojo ženo, ki je bila pol Slovenka, v Devin pri Trstu, vsako leto je bil tam. No, Boltzmann se je trudil celo življenje, da bi dokazal teoretične entropijske zakone, res je čudovite teorije o statistični mehaniki ustvaril, ampak dokazal entropijski zakon samo za nekatere najbolj enostavne sisteme, se pravi za idealni plin, pa mogoče še kakšno malenkost, ampak sistemi, ki jih imamo v naravi, so neprimerno bolj kompleksni, širši, neprimerno več jih je, tako da si zdaj nekako ne smemo domišljati, da če je dokazal za idealni plin, da je to nasplošno dokaz entropijskega zakona. Sam, kot sem rekel, vzdušje tistega časa je bilo naklonjeno te filozofske ideje in zaradi tega so pograbili, kot da je to res. Ne so začeli imati, kot da je Boltzmann, da je dokazal entropijski zakon. Jaz sem šel temeljito skozi vse tiste vire in je popolnoma jasno, da dokaza ni. To je absolutno jasno. Tudi eksperimentalno ni nihče mogel tega dokazati. Da bi eksperimentalno dokazal, bi tudi morali vse kompleksne sisteme preverjati in tako naprej. In to je tudi teoretično nemogoče, ker entropijski zakon govori o sistemih z velikim številom delcev, velikim številom molekul, atomov, elektronov in tako naprej. Ampak te sistemi niso večinoma taki, kot je idealni plin, da bi bili vsi delci na istem nivoju, pač v nekem prostoru molekule letijo. V naravi so večinoma te delci razporejeni po veliko različnih nivojih, ki so med sabo na bolj kompleksen način povezani. To se pravi, da ne moreš to navadno statistično mehaniko tega pokazati. S kvantno fiziko lahko majčken del prideš, ampak tudi potem moraš v bistvu nove metode iznajti, da lahko te stvari analiziraš. In
pač Boltzmann, pa potem še druge, Clausius, potem tudi Thomson, pa tako naprej. No, in potem Maxwell, o katerem bom še nekaj povedal, so potem skupaj pač nekako kanonizirali entropijski zakon, tako da je bil potem na začetku 20. stoletja tako rekoč postal že neka znanstvena dogma v tistem osnovnem pomenu besede. Nimamo samo nekih recimo družbenih dogem, religioznih dogem, političnih dogem, ampak imamo tudi znanstvene dogme. Čeprav večina znanstvenikov o tem ne rada sliši. Ampak če gleda stvari mečken širše, so te stvari precej jasne. Torej, postal je taka dogma, da je celo Einstein recimo trdil, da je entropijski zakon vseh naravnih zakonov najbolj trdno veljaven. Pa Lord Eddington, to je bil slavni astrofizik, tudi je pač njegov slavni izrek, da če se bo kdo drzno spodbijati entropijski zakon, mora biti vnaprej pripravljen, da bo pahnjen v največje ponižanje. To je prav ene take agresivne trditve v zvezi s tem. Če nekdo trdi, da na svetu ne gre vse v propad, v kaos, v nekaj najslabšega, in če kdo hoče uveljaviti nekaj bolj obetajočega, bolj spodbudnega, potem je treba tega človeka ponižati. Mislim, to je res noro stališče, tako da sem se sam moral res prebijati skozi ogromne gore tega materijala in je res žalostno gledati, kako je pravzaprav entropijski zakon bistveno prispeval k temu kaosu, v katerem živimo v sodobnem trenutku. No, v 20. stoletju so se vse stvari začele malo spreminjati. No, že naš Nikola Tesla je resno dvomil v entropijski zakon, s Tiborjem sva kar nekaj delala na teh stvareh skupaj, tako da Nikola Tesla naj precej povezuje. Ampak Tesla ima toliko drugih idej, da potem se ni s tem bolj intenzivno ukvarjal. Tudi recimo Wilhelm Reich je govoril o organu, ki je neke vrste nekaj, kar je izven entropijskega zakona. Taki večji premiki so se pa začeli dogajati potem šele v drugi polovici 20. stoletja. Najprej z Italijanom Luigijem Fantapijem, ki je uvedel pojem sintropijo. On je bil prvi, ki je to besedo uporabljal. On je bil matematik in je najprej, ko je analiziral kompleksne nelinearne sisteme, ugotovil možnost sintropije. To se pravi, da lahko kaos, neurejen, kaotičen, kompleksen sistem prehaja za svojo lastno notranjo močjo v urejenost. To se pravi, da mu urejenosti ni treba od zunaj jemati. To se pravi, ima svojo lastno sposobnost samoorganizacije. Ne živi na račun okolice. Torej, začelo se je z matematiko, tako kot se je z matematiko začelo marsikje drugje v znanosti. Recimo Hilbert matematike je že neprimerno preden so v kvantni fiziki začeli govoriti o Hilbertovih prostorih, pač uveljavil pojem Hilbertovega prostora. Ali pa recimo preden je Einstein v relativnostno teorijo uvedel pač te neevklidski prostor, je bilo že prej to v matematiki dobro poznano. Tako da tudi pri sintropiji se je začelo pravzaprav z matematiko. Nekaj ena taka, ko bi rekel, božanska, egzaktna znanost, zelo abstraktna, tako da si lahko upaš iti dlje kot mogoče v drugih znanostih, kjer si bolj vezan recimo na neko podporno okolje. Matematiki se upajo biti dostikrat bolj samostojni. No, po Fantapijeju je potem Albert St. George, to je bil biokemik, je uvedel pojem sintropije, s to besedo sintropija. On je nadaljeval potem to uporabo besede, je uvedel v svet biologije in je raziskoval, kaj se dogaja znotraj živih celic in je ugotavljal, da so tam
sintropni procesi. Se pravi, da poteka samoorganizacija, ki ne deluje na račun okolice, ampak ima vsaka celica neko svojo lastno moč življenja samoorganizacije. No, če grem naprej, pač dober Prigožin, Ilja Prigožin je v mladih letih razmišljal o sintropiji, potem je pa slavo doživel nekako v mečkem vzporednem področju in se s sintropijo ni več ukvarjal, ampak je pa v mladih letih v bistvu nekako nakazal možnost sintropije. Take bolj resne premiki so se pa začeli dogajati pozneje. No, sam sem na sredi 80-ih let se že s tem intenzivno ukvarjal, v bistvu že prej, ampak v 80-ih sem pač pripravljal eksperimente, da sem lahko potem eksperimentalno dokazal sintropne tokove v razredčenem elektronskem plinu. Te eksperimenti so uspeli, so bili jasni dokazi, to so bili verjetno, kolikor jaz vem, prvi znanstvene potrditve sintropije. Potem pozneje so na Kitajskem tudi podobne poskuse delali, tudi oni so prišli do podobnih rezultatov. No, v Ameriki, v San Diego, v Kaliforniji so organizirali celo vrsto konferenc o sintropnih pojavih, objavili ogromno raznih člankov v svojih zbornikih, tudi tam se je zgodil nek pomemben premik. In tako naprej. Šlo je potem tudi nekaj knjig o Maxwellovem demonu, ki ga bom zdaj razložil, kaj to je. Tako da stvari se premikajo. Posebno v tem tisočletju se čuti, da je ta ideja sintropije nekako v zraku in je treba sam še nekako udomačiti, če tako rečemo. Tako kot ena mačka, ki je najprej potepuška, pa je nekako se ti izmika, potem čez nekaj časa se pusti, da jo božaš, potem še čez nekaj časa se ti celo pusti, da jo toliko časa držiš, da jo lahko enega klopa iztrgaš, no in potem pa počasi nekako se zbližaš. In tako bo recimo za sintropijo, da bo nekako postala kot neka spremenljiva sestrica entropije. Zdaj bom povedal najprej še, da ne pozabimo o Maxwellovem demonu, potem pa o ravnovesju med entropijo in sintropijo. Maxwellov demon, pač, na to idejo je James Clerk Maxwell, en največjih fizikov vseh časov, Škot iz druge polovice 19. stoletja. On je prišel na idejo, recimo, da tukaj imamo zdaj ta atrij, ta prostor. V njem ogromno molekul zraka, to so molekule dušika pa kisika. In te molekule z veliko hitrostjo letijo sem pa tja po prostoru, vse smeri, približno 300 metrov na sekundo, zvočna hitrost, to je ogromna hitrost, ampak kaotično, vse mogoče smeri letijo. Vsaka molekula ima ogromno, kar veliko kinetično energijo zaradi svoje ogromne hitrosti, ampak kako zdaj to energijo izkoriščati? Maxwell je prišel na idejo, kaj pa če bi tukaj na sredi tega prostora eno tako tenko steno naredili, pa v steni noter ena mehna luknjica, pa v luknjico prikriva ena loputa, ena taka vratca, in ob teh vratcih sledi eno tako mehno bitje, Maxwellov demon, ga zdaj imenujemo, ker je Maxwell prišel na to idejo. In ta demon gleda, s katere strani molekula prileti k tej odprtini. In če prileti z ene strani, bo vratca odprl demon, da bo šla molekula skozi v drugo polovico prostora, če bo pa z te strani priletela, bo pa demon vratca hitro zaprl, da se bo molekula odbila od vratc nazaj. In če bo to dolg časa delal, se bojo vse molekule nabrale na eni strani, potem lahko samo še eno turbinco postaviš, da potem preko te turbince zrak, ki se mu tlak dvakratno poveča zaradi dvakrat večje gostote, bo potem z velikim tlakom ta zrak preko turbince šel nazaj v tisto drugo polovico in to lahko potem stalno ta Maxwellov demon obnavlja. In bomo dobivali električno energijo preko te turbince pa mehnega generatorčka, na račun notranje energije teh molekul. Se pravi, molekule se bojo ohlajale,
Zrak se bo hlajal, dobili bomo pa električno energijo. To se pravi, to je pretvorba naravne toplote okolja, kar sem prej omenjal, v urejeno obliko energije v električno energijo. Jasno, da je to proti entropijskemu zakonu. Maxwell ni trdil, da entropijski zakon stalno velja. On je razmišljal o teh stvarih, ki bo stavil to kot eno idejo. Entropijski zakon so potem drugi kanonizirali. Ne? Ampak ta ideja Maxwellovega demona potem še naprej marsikoga vznemirjala, tako sta išli recimo 2 knjigi zbranih člankov o Maxwellovem demonu pred 20 leti in tako naprej. Ne? Tudi tiste konference v San Diego, pa tudi v Pragi so posvečene temu. Se pravi, ogromno tega je in marsikdo se je ukvarjal z idejo Maxwellovega demona, ampak glavna napaka, ki so vsi naredili, je to, da ste iskali demona izven molekul, izven teh delcev, kot da je demon tukaj, molekule so pa tam in potem so vsi imeli problem, teoretičen problem s tem, kako demon dobiva informacijo o tem, iz katere smeri molekula prihaja. Informacijo mora recimo preko kakšnega fotona dobiti in potem se stvari zakomplicirajo, se fizikalni računi ne izidejo najboljše in o tem se še zdaj ogromno člankov piše. To, kar sem sam delal, sem pa že od začetka postavil stvari drugače. Finta je v tem, da če se zadosti uživiš v to, kako narava deluje, kako narava živi, če imaš res pravi stik z naravo, potem se zaveš, da je vse živo in da molekule niso mrtve. Molekule niso tako kot ene biljardne kroglice, tako kot jih je Ludwig Boltzmann obravnaval. Molekule imajo neko svojo lastno sposobnost, da se delujejo pri tej samoorganizaciji. Ni treba samo do zunaj, naprimer magnetno polje postaviti in še neko pravo električno polje, ampak tako imeno pasivno električno polje, ki ne prenaša energije delcem. Molekule se potem predvsem po magnetnem polju ravnajo. In magnetno polje na delce tako deluje, da ne da bi prenašalo energijo delcem, recimo elektronom, se elektroni lahko v magnetnem polju tako orientirajo, da gre večinoma v eno smer in nastane električni tok. In to je bilo recimo tisto, kar sem delal poskusa že v 80-ih letih, a ne sem zmeral zelo mehne električne tokove, zelo mehne električne moči, ampak je bilo dosti jasno dokazano, da te stvari so in da so pojavi, ki so izven entropijskega zakona. Zdaj, kar nekatere moti, a ne tudi fizike, je to, da jih tako intrigira ta pojem entropije, pa mislijo, da jim boš potem vse vzel. Ne, tudi entropija obstaja. Obstajajo tudi entropični procesi, pač neka roža v vene razpade, neko truplo razpade, recimo. Če dam kapljico črnila v kozarec vode, se bo ta črna barva razlezla po vsem kozarcu. In to je enosmeren proces. Bi zaman pričakovali, da bi se potem molekule črnila združile nazaj v to kapljico. To je irreverzibilen proces, ki poteka samo v eni smeri in sicer v smeri od večje urejenosti, ko so vse molekule črnila na istem mestu, k večji neurejenosti, ko so kar tako neke kaotično razporejene po kozarcu. Se pravi, to je enosmeren proces in sicer entropičen proces. Entropični procesi vsekakor obstajajo, ampak poleg entropije obstaja na svetu tudi sintropija, tudi sintropni procesi. In oboje je v ravnovesju. To je zelo pomembno. Ne more biti entropije brez sintropije in ne more biti sintropije brez entropije. Tako da to je nekaj, kar z dolg časa nisem vedel, da je treba tako poudarjati in zaradi tega sem tolikega nasprotovanja pri uradnih fizikih dobil, ker sem imel občutek, da jemljem tisto teorijo, na kateri so zgradili svojo znanstveno kariero. Ne, tega ne jemljem. Imamo tudi entropijski zakon, ampak imamo tudi zakon sintropije. Pri entropijskem zakonu se samo to spremeni, da ne velja za vse sisteme, velja za omejeno število sistemov. In tudi to, s čimer sem se dosti ukvarjal, se da pokazati, kje je meja med entropijo in sintropijo, kateri pogoji morajo biti izpolnjeni,
da pride do sintropnih procesov. Torej, v bistvu je tudi, lahko gledamo na entropijo kot mero, ne? Kot način, kako merimo izgubo informacij ali pa reda, ne? Sintropijo pa lahko gledamo kot mero povečevanja informacij pa reda, kot stremljenje k vedno večji samoorganizaciji, kar pokažeš tudi razne analogije v biološkem svetu, ne? Zato tudi izhaja ta osnovna postavka tega Sigeti, ali kako je tega Madžara, St. George's, iz tega. In pa ti pa spojiš v bistvu in to informacijsko teorijo z energijo, ne. Jaz sem diletant, ne. Nimam izobrazbe iz fizike, ampak kakor sem si to predstavljal pa bral, se mi zdi pač kar genialna rešitev tega Maxwellovega demona na način, da pač prideš od spodaj, ne, v kvantnem stanju gledaš oziroma informiraš elektrone o smeri časa, ne. Smer časa je tudi ena ključna stvar oziroma način, kako se puščica časa, ki je bila vezana vedno na nek entropičen proces, razumelo se je, da je smer časa vedno proti degradaciji, ne, pač vse upada, vse umira, ne upošteva pa v bistvu nasprotnega procesa. Tako da se mi je zdelo fascinantno tudi to, kar si omenil, da ni te meje med živo, neživo naravo, ne v smislu te biološke, ne, biološki organizmi so distinktno ločeni od nežive snovi, že zato, ker tečejo genski programi, pač nenehno, ne, simultano. Ampak na kvantnem nivoju, ne, kot praviš, je tudi elektrone primerjaš z živimi bitji, ki so zmožni sprejemanja informacij, ne. To se je meni zdel en tak večji uvid, kako si pač razmišljal in pač prišel do tega. Tibor, hvala za nekaj zelo zanimivih iztočnic o informaciji, pa o tem, kako v živem svetu opazujemo sintropijo, pa o smeri časa, ne. 3 zanimive iztočnice, bom nekaj o tem povedal. Torej, kar se informacije tiče, informacija je v bistvu povezana z negativno entropijo oziroma sintropijo, ne. Ker sintropija ima, tako kot sem v knjigi napisal, ima 2 pomena. En pomen je negativna entropija, se pravi, če je entropija stopnja kaosa, stopnja nereda, je sintropija ravno obratno stopnja reda, ne, stopnja samoorganizacije. In stopnja samoorganizacije je povezana z informacijo, ne. To je kar nekaj matematikov, recimo Shannon in tako naprej, so se ukvarjali z tem, kako entropijo prirediti informacije. Prvi pravzaprav s tem, samo še ni govoril o informaciji, takrat, če ni bil čas za to, Boltzmann je že uvedel entropijo kot pač za svoja slavna konstanta, krat naravni logaritem iz števila možnih stanj, to se pravi obratno verjetnosti, da bo ne obratno. Boltzmannova konstanta krat naravni logaritem verjetnosti, da bomo dobili tisto stanje. In to, da so vse molekule recimo v tem prostoru razporejene po vsem prostoru, je veliko večja verjetnost, kot da bi bile slučajno vse na isti polovici. Neprimerno večja verjetnost, se pravi veliko večja entropija, če so po vsem prostoru razporejene. To je tisto tako imenovano stanje termodinamskega ravnovesja, ko je entropija največja stanje, kamor procesi po entropijskem zakonu težijo. Torej, informacija je povezana z sintropijo, ne pač stopnja informacije, in to so te informacijske teoretiki, pač to matematično orodje razvili. Tudi teorija kvantne informacije se s tem še naprej ukvarja. Kar se pa tiče živih organizmov,
pa jasno, da živi organizmi pač zato, da vzdržujejo čim bolj zdravo homeostazo, svoje zdrave biološke procese, mora biti stopnja informacije zelo visoka. Zato, da lahko ohranijo svojo stopnjo notranje urejenosti. Informacija o tem, kaj se dogaja v celici, mora biti velika. In zdaj že nekaj časa vemo, da nekateri proteini so sposobni neverjetno inteligentnih funkcij. Naprimer, v vseh celicah so tako imenovani mikrotubuli, to so drobne cevke sestavljene iz proteinskih zrnc. In ta zrnca so alfa in beta tubulini, dve vrste proteinov. In po teh cevkah stopica en tretji protein, ki se imenuje kinesin, hodi po te cevke, po mikrotubulu in prebira informacijo, ki je na površini mikrotubula, ker vsi ti alfa in beta tubulini so lahko v dveh različnih kvantnih stanjih, tako da ima vsak tubulin nekako, če rečemo to v smislu binarne kode, pač nič ali pa ena, ampak to je v bistvu kvantni računalnik, to ni klasičen računalnik. Mikrotubul je kvantni računalnik, to je v bistvu zmeraj več znanja o tem, in ko kinezin hodi po površini tega kvantnega računalnika in prebira informacijo na površini mikrotubula, dobi navodilo, kje se mora ustaviti, ki mora nehati hoditi, in tam dobi navodilo, katero molekulo v celici mora s kleščami, ki ima na drugi strani nog, prijeti, in potem dobi navodilo, kam mora nesti molekulo v celici in kje mora odložiti. Mislim, take stvari se v celici dogajajo, se pravi, gre za precej inteligentne procese, ki jih jasno v tistem času, ko so v Boltzmannovem času, ko so formirali entropijski zakon, niso imeli o tem niti ne manjšega pojma. Zdaj se pa ta meja med živim in neživim svetom zmeraj bolj nekako briše. Recimo v kvantni fiziki nekako vemo, da delci, recimo elektroni ali pa fotoni, lahko sprejemajo informacijo o različnih časovnih trenutkih na tak način, da so vsi ti različni časovni vtisi združeni skupaj, da nimamo medsebojno ločenih časovnih doživljajev, ampak da imamo nek skupen časovni proces. To je v smislu Bergsonove filozofije o času. Se pravi, gre za neko trajanje. In v tem trajanju noter šele lahko definiramo smer časa, lahko govorimo o smeri časa, ker če imamo samo časovne trenutke, ki so ločeni od ostalih, potem o smeri časa ne moramo govoriti, ampak o smeri časa, to moramo raziskovati, skrivnost smeri časa, ker gre tukaj za to, kako bomo kaotično stanje usmerili v neko urejeno stanje. Gre se tukaj za nek časovni proces. Proces, ki je v obratni časovni smeri kot entropični procesi. Entropični procesi časovno grejo od reda k neredu, ampak kako zdaj to smer časa obrniti, da bo šlo v obratni smeri časa. In se moramo poglobiti v vprašanje, kako termodinamski delci, recimo molekule, elektroni, lahko dobijo informacijo o smeri časa, da vejo, kako se mora ta tok usmeriti, ker tok je nek časovni proces. Brez časa nimamo nekega toka reke, recimo. To je samo v času. Fotografija, če samo eno fotko naredimo, ne vidimo, kako reka teče, in šele na filmu to vidimo. In pomembno je, ko gledamo ta film, da ker je dosti slikic na sekundo, se vsi ti trenutki v naši percepciji med sabo zlijejo in šele potem dobimo informacijo o toku, o časovni reki, o toku časa. Torej, Eddington je bil tisti, to je tisti astrofizik, ki sem ga omenil, ki je trdil, da smer časa je definirana samo z entropijskim zakonom. Zdaj, smer časa definira tudi zakon sintropije. Spet imamo tukaj ravnovesje med entropijo in sintropijo. In ravno sintropična percepcija časa, tako da se skušamo poglobiti v to, kaj nam pojem entropije novega prinaša, ugotovimo, da je
da je ta možnost zelo obetavna, ne pač tako dobro oznanilo, da ni na koncu tisti končni propad, neka smrt vesolja, tisto, kar nas čaka. Ampak tako kot mehni otroci to doživljajo svet, da je svet je lepa, nekako lahko pričakujemo nekaj dobrega v tem življenju. In recimo, če skočim nazaj v 19. stoletje, kaj naš Prešeren pisal, življenje ječa, čas v njej rabelj hudi. To je bil tisti čas. Zdaj nekako moramo ta čas preseči. Mislim, vsem spoštovanjem do Prešerna in vseh teh velikih pesnikov, tudi Baudelaire je podobne stvari pisal, kot čas požira vse tisto, kar je najlepše. Ampak je čas, da gremo še en korak naprej. Pri vsem spoštovanju, recimo tudi do teh velikih fizikov in do tvorcev entropijskega zakona je zdaj čas, da tako kot sem prej rekel, za domišljijo, da najdemo neke nove možnosti, ki nam bojo pomagali izstopiti iz pasti sodobnega časa. Okay, bova skočila tudi zdaj malo naprej v samo neko realizacijo sintropije, pa to mogoče sem hotel sam, da skleneva to tega Maxwellovega demona, ki si ga tako dobro orisal, pol v tvojih poskusih. Ta Maxwellov demon s pomočjo ali magnetnega polja ali pa polifaznih oscilacij v bistvu se utelesi oziroma v vse te elektrone. V bistvu s pomočjo tega magnetnega polja oziroma oscilacij ti ustvariš oziroma informiraš te elektrone v skupni smeri časa. Torej ustvariš v bistvu neko polje, ki daje to informacijo in elektroni imajo zmožnost sprejemanja informacij, to pomeni, da pač izkazujejo to neko inteligenco pod narekovaji, v smislu, zato jih pač lahko primerjaš z živimi bitji. In pač rešitev tega Maxwellovega demona je, da ni to eno malo bitje, ki bo to usmerjalo, ampak je v bistvu razporejeno med delce oziroma v tem koherentnem kvantnem stanju, ki informira vse, kar je v bistvu zelo blizu neki sili življenja, recimo. Kada simuliraš neko silo življenja, ki je definirana z smerjo časa na neki zelo, recimo, tem bazični ravni, če sem to zdaj prav razumel. Verjetno, da bi malo razložil te dve vrsti sintropije. Ja, pač z dvema vrstama sintropije sem se ukvarjal, čeprav ti si članke iz San Diega jasno nakazujejo, da so tudi druge vrste sintropije, ampak jaz sam sem obravnaval samo dva razreda sintropije. En razred je sintropija v magnetnem polju, drug razred je pa sintropija v polifaznih kvantnih stanjih. No, glede prvega razreda, gre za to, kar sem prej omenil že glede tistega poskusa v vakuumu, elektroni v vakuumu, ki jih lahko z zunanjim magnetnim poljem, ki jim ne daje energije, ampak samo nekako informacijo, da se elektroni potem sami odločijo, v katero smer bojo šli v magnetnem polju. Magnetno polje jim daje informacijo o smeri, kam naj se obrnejo. In se dejansko obrnejo, potem tista smer in nastane usmerjen električni tok v eni smeri, čeprav s početka elektroni kaotično potujejo v vseh smerih, tako kot molekule zraka tukaj v tem prostoru, so tudi elektroni najprej kaotično pač šibajo sem tja, z magnetnim poljem pa jim damo informacijo, da se usmerijo potem v določeno smer. Ne da bi šlo to na račun energije okolja, ker magnetno polje jim ne daje energije. Magnetno polje ima zelo zanimivo lastnost, da daje informacijo brez prenosa energije. Hkrati ima pa ta informacija v sebi tudi smer časa. Magnetno polje je nekaj zelo skrivnostnega. Tudi recimo v fiziki je to eno najtežjih poglavij. Recimo kvantni fiziki samo z raznimi triki vključijo vpliv magnetnega polja v enačbe noter in zelo redko kdo si predstavlja, kaj to pomeni.
Feynman, slavni fizik, je celo rekel, da noben ne razume kvantne fizike. Dirac, ki je nekako imel velike zasluge za zgradbo kvantne fizike, je bil strašen teoretik, tako da ga praktično noben ne more razumeti. Se je bila pred kratkim, mislim, da je bila v Drami, tista igra o Diracu. Ja, to sem gledal, ja. Je bil pač zelo zanimiva oseba, pač zelo različni umi sodelujejo pri našem znanju, pri zgradbi našega znanja in moramo vsi sodelovati in tudi jaz bi rad pač svoje prispeval k temu. Torej, v razredčenem elektronskem plinu dobimo zelo šibke električne tokove, ampak zdaj pa veliko delamo na tem, da bomo dobili veliko močnejše tokove in s tem tudi veliko večje električne moči iz elektronskega plina, kakršen je v polprevodniških materialih. Tam pa lahko neprimerne večje moči pričakujemo in na tem zadnje leta intenzivno delamo. V tej knjigi nisem kaj več podrobnosti o tem napisal, ker je ta stvar še v teku, ampak sem pa napovedal, da bo kmalu šla naslednja knjiga, ki bo pa o tem. Jaz imam že skoraj dokončano, pač kar se teorije tiče, eksperimente pa še naprej dodelujemo. To je, kar se tiče sintropije v magnetnih poljih, glede sintropije v polifaznih kvantnih stanjih, je pa precej o tem v tisti moji prejšnji knjigi. Pred 10 leti, oziroma 11, je izšla ta knjiga, ki opisuje samo sintropijo v polifaznih kvantnih stanjih. Nekaj takrat sem se s tem ukvarjal in sem potem lahko temeljito opisal to, čeprav smo tudi na tem področju od takrat marsikaj naprej naredili. Tako da imamo pač ta dva razreda sintropije in ta razred pač opisuje elektrone, ki se znajdejo v tako imenovanem polifaznem potencialu. Zdaj smo si predstavljali, da imamo tukaj 3 elektrode in električne napetosti na vseh 3 elektrodah nihajo, ampak na prvi elektrodi napetost niha, tako da prehiteva nihanje na drugi elektrodi, nihanje na drugi elektrodi prehiteva nihanje na tretji elektrodi. Se pravi, so neki časovni zamiki med 3 oscilacijami in te 3 časovni zamiki, to je že Nikola Tesla genialno nekako uvedel, ta trifazni sistem, 3 časovni zamiki lahko potem zelo določijo nek smer časovnih procesov. Zato se recimo Teslovi elektromotorji vrtijo v določeno smer. Če pa 2 elektrodi zamenjamo, 2 sponke na elektromotorju zamenjamo, potem se bo motor vrtel v drugo smer. Nekako smer časa vtisnemo s to polifazno oscilacijo. Na kvantnem nivoju se elektron lahko razleze, tako da ni neka točka, ampak je kot nek oblaček. In če so te elektrode zelo na gosto, to se pravi nanoelektrode, tako da recimo razmak med elektrodami samo 100 nanometrov, to je desetinka mikrometra, potem je elektron že tako razmazan, da čuti vpliv vseh 3 oscilacij hkrati in ker je v teh 3 oscilacijah, ker je to polifazna oscilacija, je informacija o časovni smeri, bo elektron dobil informacijo o časovni smeri in se lahko tudi na ta način organizira, da elektroni začnejo teči v določeni smeri. To je zelo natančno v tej knjigi opisano z ogromnim številom numerično izračunanih primerov, z Gorazdom, ki je tukaj vsaj 100.000 teh primerov izračunala in uredila v to knjigo. Tako da te stvari so temeljito tudi teoretično dokazane
Žal nisem mogel narediti eksperimenta, čeprav sem se že pogovarjal z enim japonskim inštitutom za nanotehnologijo, ampak na Štefan inštitutu, ker sem bil takrat zaposlen, niso hoteli dati podpore. Japonci so pa zelo občutljivi na to, da imaš podporo inštitucije. Tako da potem nekako nisem mogel pol nadaljevati in sem potem pa teoretično nadaljeval in še zdaj nekako z Gorazom in z drugimi delamo naprej na tem, da bomo sintropije v polifaznih kvantnih stanjih v kristalih realizirali. To je pa druga možnost pridobivanja električne energije. Kar je pa tukaj v zvezi s tem zanimivo, je pa to, da ravno ta sintropija v polifaznih stanjih je marsikaj pove o tem, kako se lahko biološki organizmi samoorganizirajo. Ker v bioloških strukturah imamo zelo podobne polifazne oscilacije, ki so verjetno odgovorne za samoorganizacijo znotraj živih celic. Nekaj malega sem v tej knjigi, o tem tudi tukaj že precej o tem, nekaj malega tudi v tej knjigi, pač ta knjiga je, kako bi rekel, povzetek te knjige plus sintropija v magnetnih poljih. Tako da je nekako pregled nekaj celovitega znanja sintropije, kakor sem jaz s tem delal. Not so jasno tudi napotki na tiste članke San Diego, pa nekatere druge knjige, tako da je kar nekaj referenc, se pravi, ni vse skupaj v zraku, kot bi mogoče kakšen dogmatik trdil. Torej, osnova vseh teh eksperimentov oziroma namen vseh teh eksperimentov je pa, kot si rekel, v realizaciji novega energetskega vira oziroma čistega vira, ki bi pač omogočal točno to, o čemer se je Maxwell spraševal, torej, da bi lahko iz toplote prostora, v bistvu toploto prostora koristili za generacijo energije in s tem v bistvu tudi sprožali ne segrevanje, ampak hlajenje. To je nekako osnova sintropnega generatorja oziroma na nanočip je to, v bistvu govorimo o nekih zelo nanoscale, skratka. Ja, če zdaj preidemo od tistega primera, ko sem prej govoril o tem, kako hlajamo zrak v tem prostoru in napeljemo pol ta zrak na turbinco in na generatorček, tako lahko podobno, tudi brez kakršnih koli gibljivih delov, brez mehanskih delov lahko po prevodnikih, o katerih sem prej nekaj povedal, lahko pretvarjamo naravno toploto okolja v električno energijo. To pomeni, da se ta prevodniški material intenzivno ohlaja, ker kristalna struktura polprevodnika oddaja svojo termično energijo elektronom, elektroni pa oddajajo svojo termično energijo elektrodam. Tako da dobimo potem na elektrodah neko električno napetost in nek električni tok, kar pomeni neko uporabno moč. Računi, ki jih trenutno imamo, nakazujejo, da bi vsakega kvadratnega centimetra enega tazga polprevodniškega čipa, to je v bistvu čip, ki je toliko velik, kot oni čipi v USB ključkih noter, iz vsakega kvadratnega centimetra bi približno kakšen vat električne energije lahko dobila. En vat je več, kot rabi recimo nek mobilni telefon, računalnik rabi 10 do 20 vatov, tako da imamo zelo hitro lahko zadosti električne energije. Iz česa dobimo to energijo? Iz naravne toplote okolja. Se pravi, ta čip se ohlaja in potem moramo imeti tam nek ventilatorček, ki piha mimo tega čipa in se dogaja ravno obratno, kot imamo zdaj v računalnikih, ker v računalnikih vemo, imamo tisti ventilatorček, ki potem iz računalnika vroč zrak piha, ker se čipi grejejo. Tukaj bi bilo ravno obratno, mrzel zrak bi vam pihal, ker se čipi ohlajajo in svojo energijo pretvarjajo v električno. Tako da to je ta princip žarinka, sem imenoval v tej knjigi, to napravo sintropni generator, ki naravno toploto okolja pretvarja v uporabno električno energijo.
Za angleški svet pač beseda žarinka nekako bi bila verjetno nekako težko zapojmljiva, tako da sem potem uporabil sanskrtski izraz vjakti. V knjigi je razloženo, kaj to pomeni. Tako da imamo tukaj nek nov vir energije, ki je ekološko popolnoma čist, ker vsa energija, ki jo uporabljamo, se na koncu zaradi entropijskega zakona vrača nazaj v naravno toploto okolja. In če jemljamo energijo točno iz te naravne toplote okolja, da jo pretvarjamo v električno energijo, potem imamo sklenjen krog. Energijski krog je sklenjen, se pravi, recikliramo energijo. Mi veliko govorimo o reciklaži raznih materialov, plastike, recimo in tako naprej, ampak tukaj imamo pa tudi možnost, se nam naenkrat odpre možnost reciklaže energije. Se pravi, tista energija, ki nekako se na koncu usede v okolju kot nek odpadek po zdajšnjem ponovanju, lahko koristno spet pretvorimo v uporabno energijo. Se pravi, nobene nafte ne potrebujemo več, ne? Ker čisto vso energijo, ki jo uporabimo, znamo potem reciklirati. Tako da to je pač ta nova energijska paradigma, ki jasno ogromen miselni premik, ki bo, ne bi, ampak bo sprožil tudi velike ekonomske premike. Glede tega sem majčkeno zaskrbljen, ker so hudi ekonomski interesi glede teh v zvezi z temi oblikami energije, ki so zdaj pač najbolj razširjene, ker pač so korporacije, ki obvladujejo te vire energije. Ampak zaradi tega jaz delam na tem, da bi ta ideja sintropije najprej nekako kot neka nova znanstvena ideja prišla v svet. Ne mudi se toliko s tem, da čim prej naredimo ta nov vir energije. Ta nov vir energije ne bo zlorabljen samo pod pogojem, da bomo že prej pripravili neka zdrava tla za to, da ga sprejmemo. Da ga ne bomo šli takoj uporabiti za neumnosti, recimo s tem novim virom energije pač lahko naredimo neke drone, ki jim nikoli več ni treba pristati. Droni bojo stalno nad nami letali, nas nadzorovali, streljali na nas, mogoče če komu ne bomo všeč, ker bo dron pač iz zraka sesal energijo, malo zraka ohlajal in stalno letal okrog. Tako da mora se nujno spremeniti naš način razmišljanja. In sintropija ravno ne samo omogoča, ampak tudi ponuja drugačen način razmišljanja. Ponuja neko optimistično možnost, da lahko izstopimo iz teh zakrnelih vzorcev ven. Tako kot sem prej rekel, nujno potrebujemo domišljijo, nujno potrebujemo prepričanje, da lahko stvari spremenimo in da imamo zdaj trenutno že vse orodje, da te stvari lahko spremenimo. Ker zdaj ne živimo več v 19. stoletju, ki niso nič vedeli niti o informacijske teoriji, niti o kvantni fiziki, niti o nanotehnologiji. Zdaj imamo te možnosti, zdaj lahko to premaknemo, zdaj nam ni treba več se togo oklepati entropijskega zakona in prepričanja, da vse na svetu teži proti kaosu in da lahko preživimo samo tako, da žremo druge. Torej, spremeni se, jasno, energetska politika se spremeni, način razmišljanja se spremeni, družbena paradigma se spremeni, ampak o tem nismo samljeni, ker zdaj na svetu ogromno procesov, ki na vzporednih poteh čisto isto delajo. Recimo, vesel sem, da živim v Sloveniji. V Sloveniji smo, kar se tiče genocida v Gazi, relativno ozaveščeni. Nismo na tako nizkem nivoju kot recimo v Nemčiji ali pa Ameriki. Tako da je nekaj, kar nas lahko opogumlja. Lahko jasno rečemo, kaj je prav, kaj je narobe. Se lahko jasno postavimo na stran neke pravičnosti. Jasno se lahko postavimo v neko domišljijo, ki omogoča nekaj boljšega. Se pravi, ne to, da se moramo vsi med sabo pobiti, ampak da lahko se ustvarimo dejansko lepše življenje na zemlji.
To so te filozofske, psihološke v bistvu implikacije tega že, da kljub temu, da še ni recimo temu prototipa, vemo, da se razvija. Omenil si tudi, da bo analitična analiza v bistvu pa matematična analiza tega sintropnega generatorja v naslednji knjigi, ki jo pripravljaš. Prej si pa tudi dal eno zanimivo iztočnico glede sintropnega dojemanja časa, ne? Ker si rekel, da ni več vezan na entropijo, torej puščica časa ni več usmerjena tja in v bistvu knjigo skleneš z v bistvu enim razmišljanjem pač o sintropni smeri časa, kjer omenjaš usklajenost kognicije oziroma neko prosto izbiro glede te smeri časa. Ne? Zdaj recimo mi dva ali pa mi v tem prostoru se lahko odločimo o skupni smeri časa. Torej pač lahko rečemo, da bo ta naš skupni čas služil temu, da povečujemo skupne informacije, ne? Oziroma povečujemo energijo oziroma red. Ne? Torej pač je neka sintropna smer časa, v bistvu udejanjamo to neko sintropno smer časa, čisto na nekem psihološkem nivoju, recimo. Ne? In pol ful lepo definiraš na koncu ljubezen na ta način, kjer rečeš, čakaj, ko sem si prevedel, da je torej ljubezen na ta način postane jasno določena kvaliteta glede na časovno strukturo našega vesolja, kvaliteta, ki jo je najlažje prepoznati, kadar manifestirane oblike izkazuje izrazito strukturno kompleksnost v prostoru in času. To se mi je zdelo ful lepo, kako se recimo čist neka osnovna filozofska ideja, ne, sintropije lahko tolmači. No. In mi se mi zdi, da si s tem postavil nek temelj. O sintropnem dojemanju časa, to je zadnje poglavje in v tej knjigi in v tej knjigi. V nekem smislu je to poglavje najbolj zahtevno, najtežje, tudi sam sem ga nekoliko najbolj počas pisal, ker gre tukaj za ene take precej zahtevne uvide, za katere veliko časa potrebuješ, da jih dojameš. Ampak recimo neko osnovno razmišljanje gre nekako v tej smeri. Pač ogromno znanstvenih člankov je napisanih z vprašanjem, zakaj ima čas svojo smer. Ludwig Boltzmann je pač, potem za njim Eddington, te so pač rekli, da ima čas svojo smer zaradi tega, ker prvotno urejeni sistemi razpadajo v kaosu, ker so urejeni sistemi so manj verjetni, kaotični sistemi so bolj verjetni, zato gre potem v smeri k bolj verjetnim sistemom. Ampak so pa spregledali pač vprašanje, kako pa je prišlo do začetnega reda. In potem pač o tem še zdaj razpravljajo, pišejo cele knjige o tem, in dal niso prišli. Dal od tega niso prišli, ampak tudi sam imam doma kar nekaj knjig o vprašanju arrow of time, puščica časa, zakaj ima čas svoj smer. To so take zelo učene knjige. Ampak če poznaš tudi idejo sintropije, potem veš, da nisi ujet v to entropično smer časa, lahko zreš tudi tisto obratno možnost, da iz kaosa nastane red. In si naenkrat počutiš svoboden, kar se tiče bivanja v času. Se pravi, čas lahko teče v eno smer ali pa v drugo smer. Zanimivo je, da to, kar sem prej omenil Bergsona, tega francoskega filozofa, oni govorijo o trajanju, o povezanosti medsebojno usklajenih časovnih trenutkov, da potem doživljaš čas. Na kvantnem nivoju elektroni lahko različne časovne vtise medsebojno povežejo, tako da potem izid poskusa presenetljivo pokaže, da elektron
nekako ne glede na to, kjer vtis se je prej zgodil, kjer se je pozneje zgodil, elektroni to vse med sabo povežejo, tako da ugotoviš, da v elektronu čas teče v obe smeri hkrati. En fizik, Kramer, je celo eno zanimivo teorijo postavil, da kvantna merjenja so v bistvu srečališče med obema smerima časa. Valovna funkcija psi, če čas obrnemo, mislim, to je teoretična kvantna fizika, če smer časa obrnemo, dobimo konjugirano kompleksno količino, ker psi je kompleksna količina, to ni realna, to je realna plus imaginarna komponenta. Če čas obrnemo, se imaginarna komponenta obrne, dobimo konjugirano kompleksno in psi zvezdica, psi krat konjugirani psi, je rezultat nekega fizikalnega eksperimenta. In Kramer pač trdi, da ravno zaradi tega dobimo neko klasično meritev, ker so obe smeri časa med sabo povežeta v tem eksperimentu. To je zelo zanimiva stvar, ki jo najdemo tudi v literaturi, recimo. In tako, to idejo sem dobil na Škotskem iz nekega škotskega romana, ki točno o tem piše. Tako da, kaj moram povedati? Ja, že vem. Torej, smo naenkrat totalno svobodni glede smeri časa in v tej izvorni svobodi lahko gledamo obe smeri in potem se vprašamo, zakaj ima čas svojo smer. Zakaj pa ravno ta smer časa, v kateri mi zdaj živimo, ki jo zdaj izkušamo. Lahko bi se odločil mogoče za nasprotno smer časa. Ampak tukaj gre za skupno kognicijo. Vsako bitje sprejema informacijo, zato zadržuje svoje življenje. To ni tisto žrenje energije, ampak to je informacija. In gre potem za kognicijo. In če hočemo, da bo kognicija skupna, da se bomo medsebojno podpirali, da ne bomo uničevali našega skupnega življenja, če hočemo zadrževati naše skupno življenje, potem mora smer časa vseh bitij teči v isto smer. Ker drugače bi kognicija enega bitja uničila kognicijo drugega bitja. Ena taka zanimiva vzporednica v fiziki osnovnih delcev, sem nekaj časa delal na odseku osnovnih delcev na Štefanu, pač recimo elektrona. Antidelec elektrona je pozitron. Vsi delci imajo svoj antidelec. In v antidelcih teče čas v drugo smer kot v delcu. V pozitronu teče čas v drugo smer kot v elektronu. In če se elektron in pozitron srečata, se v trenutku anihilirata. Nastaneta dva fotona, foton pa nima svojega antidelca, je nekako izven časa. Tako da je to primer, kako moramo v našem svetu, ne smemo imeti antidelcev, ker bi se anihilirali potem, ker živijo v antidelci v drugi smeri časa. In mi vsi, ki smo tukaj v tem prostoru, moramo se dogovoriti za isto smer časa in zato se vsako čuteče bitje prostovoljno odloči za isto smer časa in tukaj je ta pojem ljubezni. Torej čas, skupni čas je v bistvu pač skupna časovno-prostorska struktura vesolja je tisto, kar daje podstat tistemu pojmu, kar v nekem človeškem smislu imenujemo ljubezen. To je prav medsebojna podpora za skupno rast, čuteča prijaznost in tako naprej. To je pol največji izziv v tem smislu, če zdaj vzamemo to tehnologijo za neko za resnično, za dokazano, za zgolj vprašanje časa, kdaj jo bomo lahko uporabljali, lahko že vnaprej v bistvu probamo snovati potem neke nenasilne strukture oziroma načine sodelovanja. Mislim, da je pol to tudi
namen inštituta, ki si ga pač ustanovil, ne, Sintropije, razmišljati tudi na kakšen način razvijati to tehnologijo, na kakšen način jo upeljevati. To je pač neka taka velik miselni eksperiment, no, kako se pač tega lotiti, ne, in je pač tudi veliko vprašanje politične ekologije, tudi v bistvu neke družbene organizacije, ne, mislim, ta filozofska podstat je ključna, ampak se mi zdi, da se ti si tudi omenjaš, da je treba sproti pač to razvijati, ne, način, kako, ne, da se načelo sintropije v bistvu sklada z družbeno organizacijo. Zdaj, kako to upeljati, so pač ena vprašanja, s katerimi se ukvarjamo, tudi druge tukaj pač vabim v to skupno razmišljanje, kako to narediti, kako to uvesti, kako to najboljše izpeljati. Je pa tudi ključno to, po mojem, da te stvari rabijo čas, ne? Da se v bistvu gre za čist novo tehnologijo in da je pač v procesu. Ključen poudarek pa je to, da je to v samem bistvu nenasilna tehnologija, ki pač omogoča točno to sodelovanje, pač, o katerem si govoril. Ne? Ja, zelo pomembno je to, da s tem celostno razmišljamo in delujemo. Ne? Se pravi, da hkrati z temi tehnološkimi raziskovanji, rešitvami gojimo tudi pač to filozofsko duhovni okvir, kako pojem sintropije sploh umestiti v našo celovito človeško izkušnjo. Če malo pobrskamo po internetu, če otipkamo free energy, najdemo še enih idej, kako energijo iz nekakšnega kvantnega vakuma ali pač nekih obskurnih, neznanih prostorov pridobivati, tega še. In do zdaj ni nikomur še uspelo, da bi to prepričljivo pokazal, ali pa je recimo so ti ljudje nekako skrivnostno izginili. In jaz mislim, da je glavni problem tukaj to, da so vsi ti ljudje hoteli predvsem neko novo vir energije postaviti, mogoče to zaslužiti s tem. Če beremo te stvari, vidimo, da so vsi takoj začeli govoriti o tem, koliko denarja za nafto porabimo in koliko denarja bomo prišparali. In jasno, s tem si zapremo neko pot. In se onemogočamo, ker potem pademo v tiste stare vzorce noter. Zaradi tega je treba zelo paziti tukaj, da ostanemo duhovno čisti, da se zavedamo neke celovite izkušnje, da hkrati smo pozorni tudi na etiko. Etika je tukaj izjemno pomembna. Etike zdaj skoraj nihče ne omenja v sodobnem času. Ampak zmeraj bolj mi je jasno, da bomo morali o tem izrazito govoriti, ker sodobna ekonomija je praktično brez etike, ali pa ima zelo malo etike in divja po svojih vzorcih naprej, ne glede na škodo, ki jo povzročajo razne korporacije v želji po dobičku. In se vedno bolj zgubljamo v nekih neodgovornih močvirjih. Tako da zaradi tega sam zagovarjam to orfiško povezavo med znanostjo, umetnostjo in duhovnostjo. Umetnost je pogosto nek forerunner, nek predhodnik nekih novih idej, novih pogledov. Ker recimo, če gledam, poslušam, berem razne umetnike, izpostavljajo ideje, ki postajajo zelo pomembne. Med znanstveniki te ideje redkeje srečam. Zaradi tega jaz zelo rad se družim tudi z umetniki, ker me opozarjajo na to, na kaj treba biti pozoren. Ker umetniški način zrenja na svet je nekako bolj celovit. Ni tako natančen, kot zahtevamo natančnost pri znanstvenem delu, ampak je pa bolj celovit. Tako
tako nekako bi primerjal holograma. Hologram, recimo imamo neko stekleno ploščo, na kateri je hologramsko vzorec. To naredimo z laserjem in če gledamo to hologramsko sliko, potem v laserski svetlobi, vidimo trodimenzionalno sliko. Čisto popolnoma realno, če v strani pogledamo, vidimo v dozadji lahko in tako naprej. Zanimivo pri hologramu je to, da če to stekleno ploščo holograma razbijemo in samo en košček pogledamo, vidimo še zmeraj celo sliko, celotno. Samo ločljivost je slabša, manj jasna je. Tako je recimo v odnosu med umetnostjo pa znanostjo. Umetnost celovito sliko pokaže, ampak ne tako jasno, ampak daje prave slutne. Znanost mora pa potem po svojih eksaktnih metodah natančno raziskati te posameznosti. Nekaj znanosti je vse, kot je mi poznamo zdaj v sodobnem svetu, je šla iz antične grške znanosti predvsem, čeprav tudi v Indiji, Kitajski in tako naprej so imeli znanost na zelo visokem nivoju, ampak pač je trenutno tako, da prevladuje pač ta naša zahodna znanost, ki je šla iz antične. In v antiki so uvedli ta pojem fragmentacija. Se pravi, izoliraš en del celote in ta del analiziraš, ker samo če vzameš samo en del, potem nekako lahko sploh nekaj analiziraš, ker celota je preveč komplicirana. In potem, ko analiziraš en delček, pa potem ga nazaj, rezultate preneseš na celoto, samo to pa ne deluje zmeraj, ker si ti samo na osnovi enega samega delčka dostikrat ne moreš obnašanje celote definirati. Tako da je pomembno, da znamo tudi celoto gledati. To je prav znanost, umetnost, duhovnost je pa to, kar je itak nekaj v zadnji za vsem. Da se zavedamo, da smo čuteča človeška bitja, ki lahko povzročamo radost ali pa trpljenje svoje dejavnosti. In smo odgovorni. Razlika med otrokom in odraslim človekom je ravno v tem, da odrasel se zaveda odgovornosti. To je pravi, da ni vseeno. In to, kar se zdaj na svetu dogaja, imam dostikrat občutek, da so tukaj neki otroci, ki se igrajo z orožjem in jim je popolnoma vseeno, kaj bodo naredili. Ja, lepo si to povedal. Izpostavili smo tudi to, da pač sama upeljava sintropije v bistvu vpliva tudi na naše ekonomsko dojemanje, zato ker je pač po prejšnji entropični logiki preživetja najmočnejšega oziroma boja, neskončne vojne za življenje, kot je to Darwin imenoval, ki temelji na redkosti pač resursov, pač imamo naenkrat potencial za obilje, v bistvu obilje, zmožnost pridobivanja obilja energije, kaj to pomeni, kako se to prevaja v nek usporeden ekonomski sistem, kakšna je to oblika tega. Tu so taka pač ključna, tudi zastrašujoča vprašanja oziroma načini, kako se sploh s tem soočati. Mogoče bi zdaj v tem trenutku odprl tole publiki, če ima še kdo kakšno vprašanje glede na to idejo, pomislek. Če se strinjaš, ker zdaj smo že kar zaronili konkretno čez 1 uro, 7:30 je ura. 5:30. Aha, ja, prosim, najprej, ali pa no, kar izvolite. Pozdravljen, Andrej. Moje ime je Slavko Amon in sva pred časom že sodelovala. Zelo zanimivo predavanje. Želim, da se te stvari zrealizirajo in bi rekel, tista stvar, ki manjka pravzaprav v tej zgodbi, je ena pametna realizacija. Ti si omenil, da recimo že vaše simulacije kažejo, da bi en čip, kvadratni centimeter, generiral 1 watt električne energije, kar je ogromno pravzaprav. To pomeni, kvadratni meter panel tega bi dal 10 kilovatov, kar je 10-krat več, kot je pravzaprav danes boljši solarni paneli delajo.
za faktor velikosti bi se to poboljšalo. Ne. Omenil si, da ste ta rezultat zaračunali, kar pomeni, da vam je točno jasno, kakšne strukture, mikrostrukture bi to bile in kaj bi bilo treba narediti za realizacijo. Ne. In se mi zdi, da ravno realizacija enega malo močnejšega tazga čipa bi dokončno dokazala pravilnost teh trditev. Ne. In zato me pa zdaj zanima, govorimo pa mi v praksi, v laboratorijih pa zelo majhne čipe ali pa naprave, elemente zelo majhnih moči generirajo, izdelujejo in me zanima, kaj pravzaprav po tvojem so tiste, bi rekel, ovire eksperimentalne oziroma tehnološke, ki ne dovoljujejo realizacijo nekih toliko močnih čipov, da bi s tem rečemo grdo zaprli usta nevernikom. Ne? Ok, hvala. Ja, no, ti čipi pač so malo drugačni kot tiste vrste čipov, ki jih zdaj uporabljamo. Za razvoj vsake vrste čipov je bilo potrebno zelo veliko, precej let dela. Ne? Recimo imamo spominske čipe, imamo recimo CCD čipe v kamerah in tako naprej, imamo FET tranzistorje, ampak za razvoj vsakega od tega je bilo vsaj 10 let dela. Ne? In zdaj pri teh čipih, ki jih rabimo za sintropni generator, so tudi posebne zahteve, je potrebna velika čistost materijala, recimo, in še par drugih stvari. Tako da rešujemo zdaj pač te specifične zahteve, mehna ekipa, ker, kot sem že rekel, kakšne velike uradne podpore nimamo, čeprav v zadnjem času nekako vse stvari počasi spreminjajo, celo Štefan inštitut počasi mogoče postaje naklonjen tem idejam, kako bo na fakulteti za matematiko in fiziko, bomo tudi kmalu videli. Tako da stvari se spreminjajo, ampak mi nismo neka velika ekipa znotraj neke velike korporacije, ker smo se odločili, da ne bomo na ta način delali, smo veliko razmišljali o tem, da bi se vključili, ampak smo ugotovili, da korporacije imajo pač svoje pravila, svoj način razmišljanja, tam se stvari vrtijo okrog denarja, okrog dobička in tako naprej. In sintropije pa ne moreš na ta način razvijati, ker potem se v bistvu odpoveš. In si naenkrat blokiran, se ustavi. To je ena taka duhovna zakonitost, ki je tistemu, ki se s temi stvarmi ukvarja, precej dobro znana. Tako da te stvari so take. In pač skušamo v te mehne ekipe, ki počasi raste, uveljaviti pač ta nova načela delovanja in počasi napredujemo. Torej, če sem prej govoril o 10 letih za razvoj vsakega novega poprovodniškega elementa, pri nas recimo niti do 10 let, kar resno delamo na razvoj tega čipa, še nismo prišli do 10 let, lahko da bomo kljub temu, da smo mehna skupina, da bomo v 10 letih, ker zdaj pač bo čez nekaj let 10 let, ampak jaz računam na to, da v 10 letih, da nam utegne uspeti. Ja, Andrej. Andrej me je zadolžil, da moram postaviti eno pametno vprašanje, dobro vprašanje. Sem obljubil, da bom postavil vprašanje. Govoril si o času. Mi vemo, da imamo prostor in čas. In da imamo kategorijo prostor-čas. Ti si govoril, zdaj sem šel v času. Kje je zdaj prostor? Ja, kje je prostor? Zdaj, Einstein je to prostor in čas, ker združil skupaj v štiridimenzionalni prostor-čas, s tem, da je čas nekako v formalizmu relativne teorije kot nekakšna imaginarna količina, ampak potem se matematični formalizem lepo izide. Zdaj, v istem času je Bergson, ki sem ga že večkrat omenil, je pa trdil, da je čas nekaj popolnoma drugega kot prostor. Čas je povezan z izkusom trajanja. Se pravi, nimamo samo nekega izoliranega časovnega trenutka, ampak trajanja.
Tako da jaz osebno časa ne nataknem kar tako na prostor, ampak pač ne rečem, da imamo 4-dimensionalni prostor, čas, pač so 4 dimenzije, ne? Ampak čas je drugačen kot prostor. In ne smemo spregledati tega, da je nekaj drugega kot prostor. Niso vse 4 dimenzije enakovredne. 3 prostorske dimenzije so enakovredne, x, y, z. Ne? Čas T ima pa drugačne kvaliteto. Ne? In tako da kljub temu je prostor tudi v tvoji teoriji, sem da ima čas neko drugo. Ja, seveda, prostor obstaja, nikakor ne trdim, da prostor ne obstaja, seveda. Prej sem recimo govoril o elektronu, ki na 3 mestih prostora čuti različne časovne informacije, oni jih poveže potem skupaj, tako da se prostor recimo pol prelije v čas, prostorska informacija se prelije v časovno informacijo. Ampak vsem je pa prostor ni isto kot čas. Informacija se pa preliva med prostorom in časom. Ok, hvala vam vsem, da ste prišli, hvala Andrej. Knjiga je tamle dostopna tudi v knjigarni ZRC-ja, tam je dosti natančneje tudi razloženo, kot sva midva uspela. Tako da nič, hvala vam za obisk, pa vse naj želim.